se zavedamo dragocenosti svojega časa. Sami sebi postavimo naslednja vprašanja. Imamo dovolj časa, da ga po nepotrebnem trošimo in da ga porabljamo za stvari, ki so popolnoma nepomembne v našem življenju. Imamo dovolj časa, da nenehno živimo v svoji preteklosti in se obremenjujemo za stvari, ki so že minile. Imamo dovolj časa, da ga zapravljamo za jezo, za bes, za kritiziranje, za obtoževanje, za prepir, za sovraštvo. Imamo dovolj časa, da ga zapravljamo za stvari, ki so popolnoma nepomembne v našem življenju. Kakšni so naši odgovori? Pa se resnično tega zavedamo? Se sploh zavedamo, koliko časa po nepotrebnem zapravljamo in ga vržemo stran? Koliko svojega časa preživimo v nezavednem stanju? Nimamo časa, da bi se odrekli enemu samemu dnevu, niti ne eni sami uri ali minuti, niti ne enemu samemu trenutku, ki nam je dodeljen in podarjen. Vendar največkrat v našem življenju počnemo ravno to. Zapravljamo svoj dragoceni čas za stvari, ki so popolnoma nepomembne v našem življenju, za stvari in dogodke, ki so že minili in jih ne moremo več spremeniti. Svoj dragoceni čas zapravljamo minute in minute, ure in ure, dneve in dneve, leta in leta, morda celo desetletja našega časa enostavno gre, ne da bi se sploh tega zavedali, ne da bi ta čas zavestno preživeli in doživeli vsak trenutek, ki je tako pomemben, vsak trenutek, ki nam je podarjen. Mnogokrat se obnašamo, kot da bi imeli ves čas tega sveta in ga po nepotrebnem zapravljamo in se tega največkrat sploh ne zavedamo. Zato je pomembno, da vsak trenutek ozavestimo in se ga zavedamo. Da se zavedamo pomembnosti tega trenutka tukaj in sedaj, da ga porabimo na čim boljši možni način, tako da kasneje tega ne obžalujemo. Časa ne jemljimo za samoumevnega. Vsak trenutek se vedno znova in znova trudimo, da živimo čim bolj zavestno in čim bolj polno naše življenje. Zato se ne imejmo za žrtve, ne iščimo krivca drugod, prevzemimo odgovornost v svoje roke in se zavedajmo, da smo edino le mi sami odgovorni za svoj čas, kako ga bomo porabili in preživeli. Zato čim bolj zavestno porabimo vsak trenutek časa, ki nam je dan, in ga čim bolj izkoristimo. Kolikokrat smo ignorirali svoje občutke, svoje čustva, kolikokrat smo pravzaprav ignorirali sami sebe in vračali ljubezen, ki nam je bila dana. Kolikokrat nismo poslušali svojega srca in preživljali čas, ki nam je bil poklonjen, ter ga jemali za nekaj samoumevnega.
Zavedajmo se, da je čas mnogo bolj pomemben kot denar. Denar lahko vedno znova in znova zaslužimo, a čas, ki smo ga porabili in zapravili, se nam ne vrne nikoli več. Ne moremo ga ponovno dobiti, ga nadoknaditi in ne moremo ga spremeniti. Minil je. Zato ga ta trenutek pustimo v preteklosti. Karkoli se je že zgodilo, se je pač zgodilo. Kajti v danem trenutku smo vedno ravnali najbolje, kot smo znali takrat. Časa ne moremo dobiti nazaj, niti ga ne vrniti ali spremeniti. Zato je čas mnogo bolj dragocen kot ves denar tega sveta. Z vsem denarjem, z vsem bogastvom si ne moremo kupiti še enega dne, ki bi ga preživeli s tistimi, ki smo jih imeli radi in so odšli iz tega sveta. Niti trenutek ali sekunde si ne moremo kupiti z njim. Ravno tako je za stvari, ki smo jih doživeli in preživeli, ne moremo jih vrniti. Prav v tem trenutku, nekje na svetu, so nekoga obvestili, da mu je ostalo le še nekaj trenutkov časa, ki ga bo preživel na tem svetu. In mnogo ljudi bi dalo vse na svetu, vse premoženje, ves denar, za le še en ponoven dan ali vsaj za še eno uro, ki bi jo lahko dobili, da bi jo preživeli s tistimi, ki jih imajo najraje. Vse bi dali za to uro časa, ki smo jo morda mi odvrgli, četudi nezavedno. Ko bi nam nekdo rekel, da bi lahko dobili en sam dan z osebo, ki jo ljubimo in je ni več med nami, bi bilo to za nas neprecenljivo. Ta čas bi bil neprecenljiv. Teh 24 ur bi smatrali kot največje darilo in ne bi zamudili niti ene same sekunde svojega dragocenega časa. Se zavedamo, da ni potrebno, da smo na smrt bolni ali da je na smrt bolan kdo od naših najdražjih, ki smo ga ravnokar prizadeli ali pa se po nepotrebnem prepirali z njim. Zdaj, prav v tem trenutku imamo vsi mi 24 ur časa in še 24 ur in še 24 ur in še 24 ur in tako dalje. Tukaj smo, živi smo, pa se res tega zavedamo? Se zavedamo tega trenutka tukaj in zdaj? Tega trenutka, ki nam je dan. Zato čas, ki nam je podarjen, čas, ki nam je namenjen, sprejmimo kot največje darilo in ga zavestno porabimo za stvari, ki nas radostijo in bogatijo, za stvari, ki nas osrečujejo in nas delajo srečne in izpolnjene, za stvari, ki nas veselijo. Bodimo hvaležni za vsak trenutek našega časa, ki nam je namenjen, in ga poskušajmo čim bolj in čim bolj zavestno porabiti. Spoštujmo svoj čas, spoštujmo sebe, spoštujmo stvarnika, ki nam je podaril ta čas. Kolikokrat se pravzaprav zahvalimo za čas, ki ga imamo?
kolikokrat se pravzaprav zahvalimo za vsak novi dan, ki nam je znova in znova podarjen. Kolikokrat se pravzaprav zahvalimo za vsak nov trenutek, ki ga vedno znova in znova doživljamo. Vsak trenutek, ki ga preživimo, je pomemben. Vsak trenutek, ki ga doživimo, je pravi čudež. Vsak trenutek je neprecenljiv. Čuvajmo ta dar življenja, čuvajmo svoj čas in ga spoštujmo ter cenimo. Veselimo se in se ga radostimo. Ne zavrzimo niti enega trenutka, za katerega nam bo kasneje žal. Časa ne jemljimo za samoumevnega. Izkoristimo vsak trenutek časa in ga sprejmimo s polnim srcem in z ljubeznijo. Ozavestimo vsak trenutek in bodimo zanj hvaležni. Čas vzemimo kot nekaj najdragocenejšega, kar smo dobili v dar. Zato ga izkoristimo in živimo tako, da ko se bomo nekoč čez mnogo let ozrli nazaj, se bomo le nasmehnili in dejali, kako lepo smo se imeli, kako lepo smo preživeli svoje življenje in nič ne bomo obžalovali. Hvaležni bomo za vsak trenutek, ki smo ga preživeli. Hvaležni bomo za vsak trenutek, ki nam je bil dan. Ali pa se bomo ozrli nazaj in obžalovali za stvari, ki jih nismo storili, ko bi jih lahko, in časa ne bomo mogli vrniti ali ga spremeniti. Ni potrebno, da čakamo na svojo zadnjo uro. Že ta trenutek lahko ozavestimo svoj čas, ozavestimo vsak trenutek in se ga veselimo, ter se nenehno zahvaljujmo zanj. Zato izkoristimo vsak svoj trenutek časa kot darilo, sprejmimo ga in ga preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Delajmo stvari, ki jih radi počnemo in se veselimo slehernega trenutka. Čas vzemimo kot najdragocenejše darilo in sleherni trenutek svojega časa napolnimo z ljubeznijo, hvaležnostjo, radostjo in igrivostjo. Ko začnemo razčlenjevati naše doživljanje časa, ugotovimo, da preteklost izginja in da prihodnosti še ni. Doživljamo le sedanjost in le ta trenutek lahko živimo tako, da nas bo izpolnil in navdihnil. Pomemben je le ta trenutek tukaj in zdaj. Zato ozavestimo vsak trenutek svojega časa in se ga zavedajmo in ga preživimo tako, da ga kasneje ne bomo obžalovali. Veselimo se vsakega trenutka posebej in bodimo hvaležni za vse, kar imamo. Spoštujmo in cenimo sami sebe. Počnimo stvari, ki jih imamo radi. Preteklost pustimo v preteklosti, ker jo ne moremo spremeniti. In vsak trenutek posebej se odločimo, da bomo srečni. Mi sami smo ustvarjalci svojega življenja.
Zato se ta trenutek in vse trenutke vnaprej zavedajmo dragocenosti vsakega trenutka. Zavedajmo se dragocenosti svojega časa, ki ga imamo. Bodimo hvaležni za to spoznanje. Hvala, hvala, hvala.